Kakšno mnenje imate o univerzalnem temeljnem dohodku, pa če bo to kdaj prišlo do tega? Ja, zdaj se kaj, univerzalnosti je zelo veliko. Že Marija Terezija je uvedla univerzalno osnovno šolo. To se pravi, vsi so imeli, bogati revni, vsi so šli v šolo. To se pravi, je bilo nekaj univerzalnega. Nismo imeli univerzalni otroški dodatek, ne, se ni sprašvalo nič. Jaz moram reči, ta ideja o univerzalnem temeljnem dohodku se je pojavila tam nekje okrog leta 2001, in sicer je to neki francoski ekonomist Paul Paris uveljavil, in kritike ekonomistov, tudi najbolj znanih, niso bile povsem negativne. V Sloveniji je bila ta knjiga prevedena leta 2004, tudi mene so vprašali in sem tudi pisal kot nek tekst o tem, ker leta 2004 pa 2005 je bilo v Sloveniji, bolj so te neoliberalci zmagovali, takrat se je govorilo o enotni davčni stopni, če se spomnite, da je problem. In takrat je bil moj zaslužek, saj obdržimo to, kar zdaj že imamo, ne, in mogoče ta univerzalni temeljni dohodek ne bi bil neka rešitev. Zdaj, ko se je pojavila kriza, pa moram reči, da vidim manj problemov pri uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka, je pa seveda to ena pomembna sprememba v družbi. Gre pa za tiste, ki se s tem ne ukvarjate, za to, da vsak človek, vsak državljan ima pravico do nekega temeljnega dohodka. Ne glede na to, je bogat ali reven. Bogatim se slej ko prej z davki nazaj pobere. Ne? Če imate progresivno obdavčenje, se slej ko prej nazaj pobere. S tem vsem ljudem omogočite neko neodvisnost. Seveda se takoj pojavi nekaj vprašanj. Eno vprašanje je, odkot vzeti. Ja, vzeti ne moreš druge, pa porazdeliti. Drugo vprašanje je, kako veliko je to. No, tam sem jaz, ko sem nekaj pisal, o tem sem dal dobro, pa rečemo, da je 200 evrov na mesec nekdo dobi, kar seveda v Sloveniji pomeni, mislim, da je okrog 6 milijard evrov na leto. To Slovenijo pod javnem sektorju pravi nekam tam, kjer so delež javnega sektorja kot v Skandinaviji. To se pravi, nekaj povsem nemogočega ni. Pojavlja se pa seveda več problemov. No, recimo, da bi zdaj to 200 evrov, pa vzemo, da imamo 5-člansko družino, bi to pomenili 1000 evrov. Mogoče se mi nekateri odločili, da ne bi več delali. Ne? Čeprav pravijo, da so nekje poskusili in da to ni bil rezultat, da so ljudje še bolj delali, da je to pravzaprav ni pokvarilo te pripravljenosti delati, ampak v tistem primeru, če bi se veliko ljudi odločili tako, potem tisti del, ki bi bil bolj obdavčen, bi seveda zelo močno nasprotoval temu. Se pravi, je ena možna rešitev, sam mislim pa, da ni nekaj, ker bo zelo hitro uveljavljeno, spremeni pa pravzaprav osnovno v družbi zelo veliko spremeni. Je pa seveda zdaj še drugo vprašanje. Če daš to kot univerzalno, koliko pa odpade potem tistih transferjev, ki so zdaj sicer prisotni, pa potem ne bi bili več nujno potrebni. Ne? Se pravi, da je najbrž ta povečanje javnega sektorja ne bi bil verjetno zelo velik.